Pozdravljeni. Po kvalifikacijah za veliko nagrado Sao Paula se je odprlo ogromnih tem za razmislek ter diskusijo. Pa poglejmo si jih skupaj. Preden se spustimo k perečim temam, še nekaj trenutkov najprej za tehnične novosti in nato tudi za malce zakulisne informacije. Začnimo pri tehniki. Brembo razvija novo generacijo razvojnih diskov v sodelovanju s skuderijo Ferrari. Izdelek, ki ga je bilo mogoče že opaziti na veliki nagradi Mehike, tokrat so na voljo tudi fotografije. In na prvi pogled nič novega ter nič revolucionarnega. Ampak po navedbah gre za drugačno razporeditev samih ogljikovih vlaken in po drugi strani lahko opazimo tudi drugačno razporeditev hladilnih rež oziroma onih luknjic na samem robu. Spremembe niso namenjene temu, da bi zavore nekako delovale z višjim zavornim učinkom, ampak gledajo na to, da bi lahko take zavore izdržale več časa oziroma več kilometrov. Po drugi strani, kot zanimivost, smo lahko slišali kar nekaj zakulisnih glasov o tem, da bo glavni odgovorni pri ekipi Aston Martin, Otmar Szafnauer, zamenjal ekipo in prestopil k Alpinu. Seveda, to trdijo pri nekaterih virih, kot je motorsport.com. Na uradni spletni strani Formule 1 smo lahko prebrali, da osnove za take izjave so pač postavljene nekje tam v oblakih. In tudi zopet so se pojavile govorice, da bo Brivio, ki je komaj prišel iz MotoGP-ja v Formulo 1, stopil korak nazaj. A tudi ta novica je bila izjemno hitro demantirana. Kar je res, je sledeče. V Aston Martin prihaja Martin Whitmarsh, ampak govori se v čisto drugačni vlogi. In seveda, preden se karkoli zgodi tako pomembnega, je treba imeti določene pogovore ter seveda podpisano pogodbo. Dokler novica ni uradna, se ne smemo pustiti zaslepiti pravzaprav vsakomur, ki sliši nekaj nepotrjenega in nekaj, kar se lahko izkaže za resnico ali pa tudi ne. Pojdimo k tisti novici, ki bo znala vplivati na celoten preostali potek te sezone. Na začetku prvega prostega treninga je Lewis Hamilton vgradil peti motor z notranjim izgorevanjem. Menim, da smo vsi mi pričakovali, da se bo kaj takega zgodilo pri Red Bullu in ne pri Mercedesu. A v resnici ne vemo, kakšni so načrti pri tovarniški ekipi Mercedes. Kar je jasno v tem trenutku, je to, da Lewis Hamilton bo imel 5 kazenskih mest. In to bi znalo vplivati na nadaljnji potek sezone. Namreč 5 kazenskih mest ob 19 točkah zaostanka pomeni, da Lewis Hamilton bo moral ogromno pridodati tistemu, kar že ponavadi sam doda Mercedesu dvojni V12. In na prvem prostem treningu smo slišali njegove pritožbe o obnašanju prednjega dela. Govoril je o izjemno visokem nihanju prednjega vpetja oziroma nosnega konusa. In pri Mercedesu so vložili kar nekaj naporov, da so spremenili obnašanje
prednjega dela bolida. In ta sprememba nastavitev se je konec prvega prostega treninga pokazala kot uspešna. No ja, Lewis Hamilton je dosegel prvi čas na prostem treningu, ki še ne pomeni pravzaprav nič. Vidimo, da tako Max, Sergio in Valtteri so bili dobesedno poravnani. Pri ostalih nismo videli kakih presežkov, le Daniel Ricciardo nas je razočaral tam zadaj. Kot običajno, prosti trening lahko tudi ne pokaže tistega pravega razmerja moči. Menjava elementa pogonskega sklopa pa pomeni 5 kazenskih mest. 5 kazenskih mest v tem primeru, kajti Lewis Hamilton je že prešel mejo 3. Vsak nadaljni element v rubriki motorja z notranjim izgorevanjem pomeni samo 5 in ne 10 mest. Bistvene so kvalifikacije pred sprint dirko. A pred samimi kvalifikacijami še neka sprememba. Michael Masi je objavil 3. verzijo svojih navodil in tu prvič vidimo neko pripombo. Namreč, ukolikor bodo vozniki zapustili progo na izhodu 4. ovinka, bodo kaznovani. Nekaj, kar ni bilo zabeleženo ne v prvi, ne v drugi verziji teh izjemno pomembnih navodil. A pojdimo k samim kvalifikacijam. Najprej je treba poudariti, da vremenska napoved je bila točna. Oblačno vreme s tisto temperaturo okrog 18 stopinj Celzija in tu pa tam kakšno kapljo dežja. Deževalo je pred samim začetkom, pred prvim treningom. A vseeno, videli smo, da Lewis Hamilton je s sabo pripeljal formo prvega prostega treninga. Takoj za njim Max in nato Valtteri ter Sergio. Presenečenje na 5. mestu. Pierre Gasly, ki je bil hitrejši od obeh Ferrarijev in obeh McLarenov. Deseterico je zaključil Fernando Alonso, ki je tu verjetno najbolj znan po tisti svoji pozi iz sezone 2015. A pustimo sedaj to. Čaka nas kvalifikacijska dirka, kjer bi lahko rekli, da bo imel Valtteri Bottas lepo priložnost, da popravi vtis iz velike nagrade Mehike. Videli bomo, ali bo pomagal svojemu moštvenemu kolegu. Kolikokrat smo že dejali, da je vloga drugega voznika ključna pri osvajanju naslova svetovnega prvaka. A Lewis Hamilton bo samo dirko začel s 5 mesti kazni. Sedaj se lahko začnemo spraševati, se splača Maxu Verstappenu sploh tvegati? Rezultat same sprint dirke ni tako pomemben. Podelijo se 3, 2 in 1 točka, kar je ob sedanjem stanju na lestvici, v mojem videnju, nepomembno. A rad bi vas spomnil še nekaj. Lewis Hamilton in Max Verstappen sta v letošnji sezoni večkrat trčila. In to na dirkah, kjer smo videli sprint kvalifikacije. Se bo to ponovilo tudi tokrat? Sam upam, da ne. A vedeli bomo, kaj se bo zgodilo na tej sprint kvalifikacijski dirki zadnjič letos. Mi bomo pa vse tiste podatke plus ritem primerjali v našem zadnjem briefingu, kjer bom kot običajno tudi dal mojo osebno napoved za možne strategije. A za danes, za ta prispevek po samih kvalifikacijah je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.